Pozdravljeni. Pred nekaj urami je odjeknila presenetljiva novica, da Christian Horner ni več tim menedžer ekipe Red Bulla. Kaj se je zgodilo in kaj vse se lahko skriva v ozadju, bomo pa skupaj skušali ugotoviti, kot običajno, v naslednjih minutah. Na samem začetku je treba povedati, da so Christiana Hornerja odpustili. Noben vir ne navaja, da bi lahko Horner sam zapustil Red Bull, vsi pa pravijo, kako so se mu pri tej avstrijsko-britanski ekipi enostavno odrekli. Ampak tu se že pojavlja prvo in mislim, da temeljno vprašanje. Zakaj? In sam vam lahko ponudim dva odgovora. Prvi je seveda logičen. Christian Horner je izgubil službo, ker je Max Verstappen pokazal namero izkoristiti klavzulo, da bo prekinil pogodbo z Red Bullom. In seveda obstaja tudi druga varianta. In ta je pač naslednja. V strahu, da bi Max Verstappen izkoristil klavzulo o predčasni prekinitvi pogodbe, so se pri Red Bullu odločili žrtvovati Hornerja. Znano je dejstvo, da oče Maxa Verstappena, Jos in Christian Horner, se enostavno organsko ne preneseta. Kaj pa vem, morda sta preveč podobna karakterja, ampak to konec koncev ni važno. V vsakem primeru ne verjamem, da je za vsem tem tisti škandal, kateremu smo bili priča približno pred letom in pol, ko ga je sedaj že bivša zaposlena v Red Bullu obsodila nedostojnega vedenja. Od takrat je preteklo preveč časa, Max Verstappen je postal še četrtič svetovni prvak in bi lahko to varianto izključil. Ampak obstaja v resnici morda še tretja, imenujemo jo racionalna razlaga. Namreč Horner ni napravil nič, da bi dobesedno preprečil razpad ekipe Red Bulla. V obdobju zadnjih 2 let je ekipo iz Milton Keynesa zapustilo preveč pomembnih kadrov in tudi v bližnji prihodnosti jo bojo. Ne govorimo samo o Adrianu Neweyju, ki je seveda presedlal k Aston Martinu. Predtem je njegova leva roka operativec Rob Marshall prišel k McLarenu in dobesedno na začetku lanske sezone smo videli, kako ekipa iz Wokinga je začela iti strmo navzgor. Jonathan Whitley, športni direktor Red Bulla, je zamenjal okolje in ratal tim menedžer pri ekipi Sauber, bodočemu Audiju. In bodite pozorni na vlogo športnega direktorja v tem prispevku. Ampak odhodov iz Red Bulla še zdaleč ni konec. Will Courtney, glavni strateg, bo v prihodnosti prav tako zapustil Red Bull in odšel k McLarenu. Kar je znak, da v Milton Keynesu nekaj ni v redu. Logično je, da v Veliki Britaniji pomembni kadri menjajo službe, kajti v krogu približno 50 kilometrov je toliko ekip, da
oni dobri lahko izbirajo. Ampak po drugi strani, kdo bo nadomestil na čelu Red Bulla Christiana Hornerja? Loren Mekies, ki ga mi, navdušenci, dobro poznamo. Namreč do konca sezone 2023 je bil, oganili se, športni direktor pri Ferrariju. Nato je postal team manager pri ekipi Racing Bulls in sedaj je dobil, lahko bi dejali, življenjsko priložnost. In tu je treba poudariti, da Mekies je tudi dobro znan po svoji vlogi v FIA. Bil je v času Charlieja Whitinga njegova desna roka. In praktično njemu se imamo zahvaliti, da je tako točno izračunal tiste mikrosektorje, ki se uporabljajo pri ritmu virtualnega varnostnega avtomobila. Ampak sedaj, ko vemo, da Mekies gre v Red Bull, kdo bo glavni odgovorni pri ekipi Racing Bulls? In verjetno se je mnogim že posvetilo. Ja, športni direktor te ekipe, Alan Permane. In sedaj je lahko že vsakomur izmed vas jasno, da Team Principal, glavni odgovorni pri ekipi Formule 1, je v večini primerov športni direktor. Tisti tehniki, ki se ukvarjajo z nastankom bolida, lahko v normalnih razmerah pridejo kvečjemu do mesta tehničnega direktorja. Zato, če se spomnite, pred časom sem mnogokrat kritiziral, naprimer, izbor pri Scuderii Ferrari, ko so za glavnega in odgovornega izbrali Binota, ki je iz tehničnega dela ekipe in ne športnega. Vsakdo si bo lahko mislil svoje in dal odgovor, ali je bila izbira dobra ali pa ne. Ampak naše zgodbe še zdaleč ni konec. Namreč sedaj lahko začnemo špekulirati, kam bo odšel sam Horner. Bo zapustil svet Formule 1 in poiskal srečo nekje drugje, ali pa bo dobil novo priložnost. Prvič, tu moramo upoštevati tako imenovana gardening leave, oziroma tisto obdobje časa, ko bo še zmeraj na plači pri Red Bullu, ampak enostavno ne bo smel delati. In drugič, zgodba, ki je znana že kar nekaj mesecev, če ne let. John Elkann, lastnik Ferrarija, ima izjemno v čislih metode Christiana Hornerja in želel bi si ga imeti na čelu Scuderie Ferrari. John Elkann je tisti, ki je pripeljal Lewisa Hamiltona v ekipo iz Maranella, praktično v nasprotju s tistim, kar se je želela sama ekipa. In kot ste verjetno spomnite iz mnogih prispevkov, letos teče pogodba v Srju, ki pa nima blestečih rezultatov. In sedaj, če malce potegnemo črto, ukolikor bo to obdobje pavze Christiana Hornerja relativno kratko, bi se dalo zgoditi, da bi že v naslednji sezoni lahko videli Hornerja celo na čelu Scuderie, kar bi lahko bila zmagovalna poteza ali pa tudi ne. Vsekakor zanimiva, namreč imeti Britanca na čelu Scuderie bi lahko upeljalo novo metodo dela, ne več struj v sami Scuderii, ki so jih tolikokrat škodile, ampak bi poenotili seveda vse, ki bodo tam ostali in šli proti skupnemu cilju. Ampak videli bomo, kot ponavadi, kaj se bo zgodilo. Za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.